V odvzem premoženja nezakonitega izvora Francu Kanglerju so se te dni vmešale še divje svinje. Specializirano državno tožilstvo je tožbo med drugim dopolnilo s podatki o vzreji divjih svinj, češ da zakon o divjadi določa, da divjadi ni dovoljeno zadrževati v ujetništvu brez dovoljenja. Kangler tega dovoljenja ni predložil, prav tako nobena prijava na veterinarsko upravo o tem, da ima doma divje svinje in da z njimi trguje, ne. Te živali bi ob tem morali imeti v oborah, a uradne evidence tega ne izkazujejo. V dopolnjeni tožbi tožilstvo zahteva tudi, da Kangler dokaže, odkot mu denar za traktor in avtomobil. Kangler ob vloženih tožbah zoper mene in Janeza Janšo trdim, da se kazensko in sodno preganjajo le politiki desne politične opcije. Poglejmo gospoda Kanglerja v akciji. Po službi pa na svoje posestvo. V Zenici v občini Duplek ga namreč čaka kar nekaj živali, pa še zraven si kakšno pripelje. Paj, Zen, pridi. Zen, pridi. Paj, hop, pridi. Paj, hop. Špringer, španel, angleški, lovski. Ja, pridi. Koruza je za 5 lačnih krško-poljskih prašičev, za 2 kozi in Bobija, osla, ki ga je dobil za rojstni dan. Kaj navada tu v tej kraji. Da se osla podaljuje? Ja, za Abrahama. Ker po 50-ih se sprašuješ, da je večji. In? Ne vem. Še nedolgo nazaj so tu domovale divje svinje, skoraj 60 jih je imel. A ko je dobil nalog, da mora v zapor, je dal večino pokončati. Tako sem ti rekel, na razno stopi, malo na razno, tako roko toto stegni, pa ne na silo, tako rahlo stegni po občutku, toto pa tako nazaj, pa tako drži. Ja, Kangler je, pa čeprav je že dolgo nazaj odložil policijsko uniformo, še vedno aktiven v strelskem društvu Policist. Da naj bi od neznane osebe zaradi mariborske spenjače in gondole dobil 180 000 evrov podkopnine. Pa ste jo? Bolnik. 104 dnevi smo jo postavili, pol pa me še ovadijo za to. S temi 180 000 naj bi si na vrhu Pohorja kupil apartma. Sem si ga, priznava, a s prihranki cele družine. Še hči je primaknila, ki od obeh dedkov razlaga prejemala po 50 evrov mesečno. Ovadba zgolj zato pravi, ker naj bi enemu od kriminalistov šel na tega, kolikokrat tedensko je na blazinah, ne izvem. Je skrivnost, pravi. In čeprav se temu izzivu raje izognem, se je Kangler brez zadržkov pripravljen spopasti v mojem. Ja, Kanglerjev delovnik je zapolnjen približno tako kot nekoč. Lovski klobuk pa je na njegovi glavi že tako ali tako vrsto let. V tem danem trenutku se lovijo kakšna lisica še, kune so zaprte, 1. februar, pa prašiči ozimci, lanski. In ko mu čas dopušča, se odpravi na lov. Tokrat zgolj na prežo, kjer je sposoben preživeti tudi do 5 ur. Ponovno pozdravljam studio, seveda pa pozdravljam tudi naša stalna komentatorja Bojana Požarja iz Maribora in Sebastiana Eretiča iz Kopra. Videli smo prispevek o Francu Kanglerju, ki meni, da se ODT oziroma specializirano državno tožilstvo zmotilo pri izračunu njegovih prihodkov in odhodkov, prav tako, da tožilstvo ni upoštevalo dohodkov iz kmetijske dejavnosti pred letom 2011, ko naj bi letno znašali njegovi prihodki 15 000 evrov, se ne bi letno predelal od 60 do 80 ton lubenic, divje svinje, pa po 3500 evrov, se upravičujem. V bistvu verjamete, da je Franc Kangler v bistvu ustvaril to premoženje iz kmetijske dejavnosti? Bojan, mogoče ti bolj poznaš. Ja, zato, ker sem pač iz Maribora. Dobro, Franc Kangler je iz Dupleka. In tudi te kmetije vidim, da ima izven Maribora. Ampak, ne vem, zdaj tebi je šlo na smeh, ampak tudi meni je šlo na smeh, ker sem videl to. Mislim, ni smešno, ne, v bistvu. Ne, se mislim, smešno ni za Kanglerja, ja, pa tudi smešno ni, kako bi rekel, za slovensko pravosodje, pa tudi za državo, to ni smešno. Ampak hočem reči, nasmejal sem se pa zaradi tega, ker se spomnim takrat, ko je prvič ta informacija o teh svinjah, zdaj so divje svinje ali domače svinje, prišla v javnost, ko se je Kangler nekje, mislim, v Večeru, v nekem drugem mediju pohvalil, da te svinje prodaja po 1000
3500 evrov na glavo, ne, se pravi na komad, se mi je zdelo, da bo slej, ko prej zaradi teh svin enkrat v nekih težavah. Ne. Ja. Ampak tukaj zdaj, eno so ta, bom rekel, ta pravna vprašanja pa te cenitve, ne vem, ampak meni se zdi, da tukaj gre, kako bi rekel, za neki, bom rekel, čisto načelnih vprašanj, ne, kar mene recimo pri tej zadevi, pri teh tožilskih posegih, ne, recimo okoli tega domnevno nezakonitega premoženja pri Kanglerju pa pri Janši, čeprav se mi zdi, da je situacija pri obeh malo drugačna. Ne. Me moti načeloma, bom rekel, neke stvari. Ne. Prvič, recimo, vidim tu okoli Janše, ne, se te zgodbe s tožilstvom ponavljajo vedno takrat, kada resno zadiši po volitvah. Ne. Zdaj, če pogledamo datume nazaj, bomo dejansko videli, da temu res tako. Zdaj prvič, odkar je Cerar prevzel vlado, ne, prvič je tokrat pa res zadišal po volitvah, ne, da tudi Cerar se menda sam ukvarja z mislijo, ali bi jeseni šel na volitve ali ne, in zdaj se naenkrat pojavi zadeva, ne, okoli tega nezakonitega premoženja iz Janeza Janše. Drug problem, ki ga vidim, je to, da me malo motijo ti postopki okoli Janše, pa pravosodje, zato ker vsi ti postopki padajo, ne, in okoli KPK-ja in Patria in tako dalje. Zdaj je malo čudno, da ima en kup vodja opozicije in kup nekih postopkov pravosodje in vsi na neki inštanci padajo. In tretja stvar, kar je čudno, to me pa res moti pri tem tožilstvu, je to, zakaj tožilstvo, če gre preganjati tako vidnega politika kot je Janša, ali pa kogarkoli, zakaj ne gre enkrat za božjo voljo z nekimi čistimi postopki v smislu procesnega prava. Ne? Zakaj so ti postopki vedno na nek način sporni? Pa ne govorim o vsebini, govorim o postopku kot takem. Ne? In podobno se mi zdi v zvezi z Kanglerjem. Ja, zdaj, če ostanemo pri teh postopkih, Janez Janša pravi, da so pravzaprav, da je tožilstvo zamudilo, da je proces nekako zastaral leta 2015. Ne? Ta proces se je začel dokazovanja tega izvora premoženja leta, mislim, da po aferi Patria, potem z tem famoznim poročilom KPK-ja in se potem zaključil s to preiskavo tožilstva. Zdaj, Sebastiana, misliš tudi ti, kar pravi gospod Kangler, da se preganja samo politike desne, politične provenience? To je dejstvo. Ne? Edina izjema je Zoran Janković, ki je edini levi politik, proti kateremu se vleče toliko postopkov, ampak jaz se tu najprej strinjam z Bojanom. Jaz ne verjamem v slovensko pravosodje, še posebej, ko se ukvarja s politiki in še posebej, ko se proti eni in isti osebi na desetine postopkov vleče in na koncu končajo v košu za smeti. Tisto, kar ostane, je pa vedno blato in argumenti za neko napadanje, češ da ostaja sum, dvom in tako naprej. Torej, kot je rekel Bojan, fajn bi bilo, če bi se vsaj en proces proceduralno pripeljal do konca, zaradi tega, ker ko padejo te procesi, na koncu politik še vedno ni čist. Še vedno ostane sum, še vedno ostane argument, da ja, sej se ni vsebinsko odločalo, ampak je padlo proceduralno, in to, kar se mi zdi najbolj napačno, nihče od kriminalistov, tožilcev, sodnikov, ki na desetine postopkov vrže v koš za smeti, nikoli ni kaznovan. Zdaj, ja, izvoli. Mogoče tudi, meni se zdi, da bi tudi pristop strani tožilstva, recimo v tem konkretnem primeru, mogel biti nekoliko drugačen. Ne. Jaz mislim, da gre za konec pomembno zadevo. Ne. Zakaj recimo tožilstvo pusti, da taka zadeva pride v javnost prek medijev, pa še to z neko polovično informacijo? Zakaj tožilstvo, če se že odloči, tako kot na Zahodu, če gre preganjati šefa opozicije, vidnega politika, zakaj ne skliče tiskovno konferenco, predstavi tožbo, predstavi to, kar pač v rokah imajo in naredi te stvari korektno. Ne. Predvsem pa bi mogli postopkovno stati. Naj Janša oziroma tožilstvo si vsebinsko dokazujeta, imajo prav ali nimajo prav, ampak postopkovno bi pa ta zadeva mora biti absolutno čista. Mislim, zakon o kazenskem postopku je pa treba res prebrati in poznati. Ne? Zdaj, če se vrnemo malo mogoče na vsebino še na gospoda Kanglerja, ki so ga kolegi, mislim, da iz A-kanala predstavili kot štajerskega Putina. V bistvu, Sebastiana, ti verjameš, da lahko iz kmetijske dejavnosti recimo dobiš okrog 15.000 evrov, da lahko pridelaš 60 do 80 ton lubenic, recimo prodajaš divje svinje po 3.500 evrov in da pač gre pri njem za varčevanje v nemških markah, ki jih je Kangler leta 1995 prejel do očeta v višini, mislim, da 142.000 nemških mark in okoli 71.000 evrov, ter 50.000 evrov, ki jih je prejel od brata v letih 2005, 2007, 2009. To so zneski, ki so dokaj realni. Torej 15.000 evrov na leto pomeni nekaj več kot 1.000 evrov
na mesec. Mi smo se prej vsi smejali, ko si omenil divje svinje, ampak smejali smo se predvsem zaradi pravosodja. Mislim, da je pomembno izpostaviti, da se ne smejemo kmetijstvu in kmetom, to je ena temeljnih človeških dejavnosti in mislim, da jo moramo spoštovati. In mislim, da je dosti primerov sposobnih kmetov, ki so sposobni pridelati ta denar. Se to, kar je zdaj Sebastian omenil, se mi zdi po mojem zelo pomembno. Ne? Gre za relativno nizke številke. Ne? Ja. Ne? In pri Kanglerju, in pri Janezu Janši. Janez Janša je zdaj politik, je približno 20 let, poklicni politik, je v parlamentu, je bil na vladi, piše neke knjige, ima neke avtorske članke in tako dalje. In kup nekih takih stvari je in očitek, recimo, da pač ima nekih 200, 300, 400 tisoč evrov nezakonitega premoženja, se mi v tem smislu ne zdi tako velik. Ne? Jaz zdaj sicer ne vem, kako bo Janša dokazal, da je to res zakonitega izvora, ampak v principu ti zneski se mi glede na neko življenjsko dobo politika, ki je 20-25 let poklicni politik, ne zdijo tako veliki. Drugo reči bi bil zdaj očitek, da bi šlo za nekaj milijonov evrov, ampak ta znesek se mi ne zdi velik. No? Zdaj, ti si, Bojan, že rekel na začetku, da pač diši po volitvah. Janez Janša je tudi v tem smislu se odzval na Twitteru, da pač diši po volitvah, politične murgle spet mahajo z repom, ne, v bistvu ne. Zdaj, a verjameš, da te postopke nekdo na tožilstvo oziroma sodne postopke usmerjajo politične murgle? Zdaj, jaz načeloma verjamem, da se te stvari ne dogajajo naključno. Ne? Zdaj, tudi malo te bi rad korigiral to, da je stvar zadišala po volitvah, sem jaz tudi želel pa zapravo tweetiti, pa sem videl, da je Janša že tweetno, pa še nekaj v tem nisem, da se ne bi ponavljal, ampak mislim, da sem jaz po podobnem času, da se je očitno veliko prišlo na to idejo. Ne? Zdaj, kako konkretno nekdo daje ukaze na tožilstvo, se to tožilstvo samo, se to sam spomni, karkoli, v te detalje jaz ne bi šel, samo dejstvo pa je, tako kot se vidi, da kot je rekel Sebastian, da je fakt, da tožilstvo pravosodje preganja bolj ali manj politike, desne politične provenience, tako je fakt, da se nekaj pri Janši zgodi vedno, kadar zadiši po volitvah. Če to pogledamo nazaj. Ponovadi so isti ljudje vpleteni, ne? Torej od tožilstva do sodnikov se ponavljajo ena in ista imena. Zdaj, jaz prihajam iz Kopra, kjer se izvaja pravosodni atentat na mojega župana Borisa Popoviča in to so vedno eni in isti ljudje. In desetine nekih procesov, ki na koncu vsi končajo v košu za smeti in vse, kar ostane, je dvom in blato. Mene bi recimo v tem kontekstu, če še poskušam zdaj odgovoriti na to vprašanje, ki se je rekel vlado, ta kontekst je bil posebej zanimiv, predvsem zaradi dveh stvari. Prvi zaradi tega, ker se je to zgodilo formalno, se je to zgodilo pač stvar je prišla v javnost tik po imenovanju novega generalnega državnega tožilca, ne, in jaz recimo osebno iz njegovih besed nisem razbral, koliko je on recimo, kako bi rekel, poučen o tej zadevi, ne, in druga stvar, ne, tožilstvo je ta akt vložilo približno 2 leti kasneje, kot bi ga lahko, ne, zdaj nekateri novinarji so to tolmačili, zato, ker ne bi tožilstvo čakalo, da bo ustavno sodišče presodilo nekaj okoli tega zakona o odvzemu nezakonitega premoženja, ampak to je malo, bom rekel, za lase privlečen, ne, privlečen argument. Jaz mislim, da tožilstvo, ko ima argumente, da vloži neko zadevo, nek akt mora narediti, ne pa čakati na neke druge postopke. Zdaj, Janša pravi, posebnih težav pa tovariše imenuje tožilce nimajo samo zamenjavo oseb in koledarja, ampak tudi številkami in prioritetami. Janez Janša nima 400.000 evrov nezakonitega premoženja, so pa murgelski banksterji v 2 ropih državnih bank v roku 20 let Slovencem ukradli več kot 4 milijarde evrov premoženja. Velikokrat po 400.000 evrov so morali tako ali drugače plačati posameznim sodnikom in tožilcem, da za te večje rope v slovenski zgodovini kljub očitnim nedoumnim dokazom ni bil še nihče, niti obtožen, kaj šele obsojen. Skrajni čas je, da izsušimo to močvirje, pravi Janša. V bistvu, kako komentirate ta njegov odziv na Twitterju? Mogoče Sebastian? Ja, drži, ne? Mislim, tle ni kaj komentirati, torej, ker so to enostavno dejstva. Torej, za bančno luknjo, za številne primere gospodarskega kriminala ni nihče končal v zaporu, oziroma neka peščica, mogoče predvsem zdaj gradbenih direktorjev, pri nekaterih je vprašanje, ali so tudi upravičeno
tam končali, ampak kar se tiče bančne luknje, ni nihče končal v zaporu. Tudi od levih politikov pa se je v nekaterih lahko kaj špekuliralo, ni nihče v teh postopkih. Ne? In jaz mislim, da je nekaj pomembno. Seveda smo vsi enaki pred zakonom in tukaj ne sme biti nekih zadržkov za preganjanje določenih politikov, ampak jaz mislim, da bi moralo biti tožilstvo dosti močneje pozorno, ko se loti recimo liderja opozicije in da bi morali imeti dejansko preverjen primer, kot je rekel Bojan, vsaj proceduralno, če že ne vsebinsko, preden sploh sprožijo kakšen tak postopek. Večkrat se namreč omeni, da v resnih državah politik odstopi že, ko se vloži obtožnica. Ampak v resnih državah se te obtožnice dosti bolj pretehtajo, preden se vlagajo, kot je to primer v Sloveniji. Zdaj, mogoče to, kar si omenil, Bojan, prej... Predvsem pa bi še to dodal, no, kar se sicer delno že rekel, predvsem pa v resnih državah, ne, so tožilci ponosni, ne, je pravosodje ponosno, recimo, na vložitev takšnih obtožnic in zato je tudi z velikim veseljem predstavlja na tiskovnih konferencah. Ne. Pri nas pa te obtožnice pridejo v javnost tako, ne, da to nek novinar, ne, zdaj, kada gre za zadevo Janše, običajno objavi Pop TV ali pa Delo, ne, to že zdaj vsi vemo, ne, kje bo kaj ven prišlo, in tožilci potem hočeš, nočeš, neki prikimavajo, neki odkimavajo, neki nočejo komentirati, tako dalje. Ko gre za resen case, naj grejo tožilci pred javnost, predstavijo postopek, predstavijo dokaze in zadeva je taka, kot je. Potem pa bo mogoče res, kateri politik odstopil že v tej fazi postopka. Ne? Ja, tu se strinjam, mediji verjetno ne morejo dobiti obtožnice prej kot pa stranke v postopku. Ne, vlada, lahko jih dobijo, hvala Bogu, če so raziskovalni novinarji ne dobijo, ampak hecno je, da se točno ve, v kateri mediji, pri katerem konkretno, katerem politiku pride zadeva v javnost. To se pa točno ve. Ja? Zdaj,